Upokojeni rudar Alojz Kandolf je z delom pri rudniku pričel že pred 18 letom, zato sprva ni smel niti v jamo. Delal je na 4 izmene, leta 98 ga je v jami zasulo. Življenje mu je rešil sodelavec Kandi, kot ga kličejo prijatelji, se je po letu in pol rehabilitacije vrnil v jamo. Še danes kot pogodbenik pomaga pri vzdrževanju jamskih orodij in strojev. V prostem času pa svojo pozornost nameni ohranjanju rudarske dediščine. Če šeš v jamo jed, moraš na strah pozabiti, ker je pa res, da tudi v jam je več ljudi. Sigurno bi pozneje me kjer srečal, tako da ne bi v jamo stal. Začel sem pred 18 letom, ko sem bil štipendist RŠC-ja Zagorje, tako da sem začel pred 18 letom v bistvu na tem kraju. Tule pored mene je bila mizarska delavnica. Za to delavnico je bila pa Akoloko, v bistvu akumulatorska postaja prevoznih strojev, tako da sem začel s servisom teh strojev. Ja, jaz v bistvu sem njemu knapisko ime Kandi. Ker se pišem Kandolf in so me kar avtomatsko prekrstili ime knapisko zdaj Kandi. Na začetku v bistvu sem hodil v jamo Hrastniku do leta 1994. Po letu 1994 sem pa zamenjal enega vzdrževalca na odkopu rudnik Ojstro na koti 107. Leta 1998 na zadnji dan aprila, v bistvu na nočni izmeni, je prišlo do nezgode, kjer me je v bistvu zasulo. Popravljal sem na odkopu koti 107 na Ojstrom stroj za odkopavanje premoga Ajkov. Pri urejanju zaščitnega okvirja se je iz strani, iz odkopa, iz prednje strani odlomila karbonatna plata in me je naslonila, v bistvu pritisnila na odkopni stroj in me popeljala po stroju in me zbila v transporter. Zraven mene je bil v bistvu elektrikar Sapor Igor, ki me je v bistvu večjih posledic rešil, ker me je potegnil v stran. Po končanem zdravljenju leto pa pol sem se vrnil nazaj na rudnik. Nekaj časa sem deloval kot serviser strojev od zunaj, potem sem se pa vrnil nazaj na delovišča v jamo, na remont strojev. Končala se je srečno, posledice so v bistvu malo ostale, ampak vse veste, z letom se stvari spreminjajo. Mi se staramo, pa tudi če kaj zraven boli. Delali smo stalno na isti partiji. Bili so tri izmene, bili so isti ljudje na eni izmen. Bili smo na tej partiji, ki smo se vozili z avtobusom, iz Laškega, iz Dola, pa v bistvu iz Šentlenerta, nekaj takega, no. Šentlenert, vrh nad Laškim. Prihod iz jame, prvo je bilo kopanje, kopalnica, potem pa se je šlo tudi v kako gostilno, na kako pivo ali pa kaj, skupen pogovor in pa domov. Glavna zadolžitev je bila, da je vse laufalo, to je tako, ne. In pa v bistvu servisi pa remonti šarf lokomotiv, ker lokomotiva šarf je bila dizel lokomotiva, vozila je po stropu, ne po tirih, tako da teh remontov je bilo precej. S teh strojih so se vozili tudi ljudje in je mogla biti kar velik nadzor v bistvu nad vso hidravliko, nad vsemi armaturami od elektronike nazaj. No, zanimiva prigoda iz jame bi v bistvu bila, no, ker sem že prej prebral, mislim prav, ko mi je ugasnila lampa iz jame dol v jamo Hrastnik. Tedy sem bil v jami sam, tako da sem se pol orientiral v bistvu ali pa nekako osredotočil na 2 tira od akumulatorske lokomotive. Komaratov jam je bil v bistvu največjega pomena.
S Komaratom se je dalo vse zmeniti za vse stvari, pa tudi prvo je bil pri pomoči, če je slučajno prišlo do nesreče. S Komaratom se je sodelovali, tako kot sem že prej omenil, in v zoni in v jami. Pri vseh stvareh Komaratom sta se lahko pogovarjala stvari, ki so v bistvu mogoče kaj direkt ne bi. Knapi so si v bistvu povedali vse direkt, ni bilo tistega ovinkareja, povedali se je v obraz vsakemu. Srečno!